Živijo. Veš, zdaj, ko je Valentinovo, so vsepovsod različne razprodaje, srčki, rože. Valentinovega res ne maram. A veš, kako je to lepo? Rože, čokolade, srčki. Že dolgo sem sama, že 2 leti nimam fanta, ki bi mi dal rože in čokolado. Ah, to je bedasto. Veš, rože ovenijo, čokolade redijo. Ti tega ne rabiš. Joj, te ženske. Veš, Valentinovo ni tako slaba ideja. Imam čokolado. Hvala. A greva na večerjo? Ja, pojdiva. Valentinovo, ki ga praznujemo 14. februarja, je praznik ljubezni, naklonjenosti in toplih odnosov. Takrat se spomnimo svojih partnerjev, družine, prijateljev in vseh, ki jih imamo radi. Začetek valentinovega sega v čas starega Rima. Praznik je poimenovan po svetem Valentinu, rimskem duhovniku, ki je v 3. stoletju skrivaj poročal zaljubljene pare, čeprav je cesar poroke mladim vojakom prepovedal. Zaradi tega je bil zaprt in 14. februarja usmrčen. Po legendi je pred smrtjo poslal pismo dekletu in ga podpisal z besedami Tvoj Valentin, kar velja za prvo Valentinovo voščilo. Zame Valentinovo, 14. februar, pomeni rdeče srčke. To praznovanje ni samo za ljubezen, ampak tudi za družino, babice, vnuke, prijatelje in celo ljudi iz drugih držav. Vse imam rada, za partnerja pa velja, da ga povabiš na večerjo, mu podariš čokolado in vrtnice. To praznujem doma. Skuham in pojem večerjo. Če me pa moški ali prijatelji povabijo ven, pa ne kuham. Valentinovo pomeni dan ljubezni, da se moški in ženska, ki sta sama, iščeta in najdeta, da se na dan Valentinovega dobi rožo, se spoznavata, postaneta par, gresta na večerjo. Valentinovo je dan srčkov. Zame je Valentinovo dan ljubezni, ko ženski podarim darilo. Rožo, čokolado, parfum in jo peljem v lepo restavracijo. Takrat je najlepše preživeti čas z nekom v restavraciji in potem doma, kjer ljubezen postane vroča. Valentinovo meni osebno pomeni enako kot vsak dan, le da si mogoče tisti dan vzamemo več časa in se bolj posvetimo ljubezni, premislimo, kaj nam ljubezen res pomeni in da je to res zelo pomembno ohranjevati vsak dan z ljudmi, ki so nam blizu. Z Valentinovim je povezan tudi Kupid ali Amor, rimski bog ljubezni, ki je pogosto upodobljen kot majhen krilati deček z lokom in puščicami. Njegove puščice po legendi zadenejo ljudi, da se zaljubijo, zato je postal simbol zaljubljenosti, romantike in čarobnih ljubezenskih zgodb. Imam občutek, da so ljudje nekoč veliko bolj praznovali Gregorjevo, dan, ko se ptički ženijo, 12. marca. Takrat so temu namenjali veliko pozornosti. Po potočkih so spuščali ladjice, kar je simboliziralo prihod pomladi. Danes pa je vse skupaj postalo bolj komercialno in so se ljudje preusmerili na Valentinovo. Zdi se mi malo škoda, ker smo skoraj pozabili na ta slovenski praznik.
V starih časih tega praznika nismo poznali. Imeli pa smo Gregorjevo, ki je marca. Takrat so govorili, da se ptički ženijo in da prihaja pomlad. Ljudje so spomladi tudi sami bolj čustveni, se zaljubljajo in se več srečujejo. Mnogo stvari smo prevzeli iz Amerike, ena od teh je tudi valentinovo. Prvo kretnjo za valentinovo sem jaz prinesla iz Amerike. Tam so mi pokazali to kretnjo, ki pomeni bitje srca za nekoga. To je praznik zaljubljencev. Po eni strani mi je všeč, ko vidim mlade fante in dekleta, ki so zaljubljeni in dekletom podarijo rože. To je en izraz zaljubljenosti. Res je lepo, ampak je to bolj moderno. Mi starejši se tega morda kdaj spomnimo bolj iz navade, ker smo že dolgo skupaj in partnerju damo nekaj. Če ne drugega, pa jim damo poljubček tisti dan. Ampak je lepo, da se spomnimo na ljubezen in zaljubljenost vsak dan. Naj valentinovo ne bo samo enkrat na leto. Imejte se radi in pokažite ljubezen vsak dan.